Lepo pozdravljeni. Klub zgodovinarjev vam danes predstavlja Koroški plebiscit, katerega 100. obletnico bomo praznovali jutri. Koroški plebiscit je močno zarezal v slovensko narodno telo, ker se je precejšnji del Slovencev odločil odstati pod avstrijsko oblastjo. Predstavili vam bomo boje za severno mejo, glavne predstavnike, sam plebiscit in pa rezultate ankete o njem. Še prej pa prisluhnimo naši citrarki. Po prvi svetovni vojni je razpadla Avstro-Ogrska in postavilo se je vprašanje slovenskih meja. Ob izgubi Primorske je bilo ključno vprašanje Koroške, ki jo je imela večina Slovencev za jedro narodnega ozemlja. Začeli so nastajati narodni sveti, ki so želeli, da bi se Koroška priključili k državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Ko pa so se začeli organizirati Avstrijci, so se začeli pravi spopadi, v katerih so se najbolj odlikovali Alfred Lavrič, Franjo Malgaj in Rudolf Maister. Sedaj pa prisluhnimo Maisterjevi pesmi Naprej. Rudolf Maister, Naprej. Bratje, v Triglavu ognj gore, žarki kresovi, krvavi plameni, kakor silni meči ognjeni, ki jih sami arhangeli vihte. Bratje, naša pomlad gre iz tal, bistra koburja, močna kovar. V naše domovja se je zagnala, tmo razklala, sonce skovala. Sonce, kralja Matjaža dan. Bratje, v sedlo, vajeti v dlan, Drava nas zove, jadra nerjove, vranci naj skrešejo trde podkve, bratje, naprej. Ti trije so s prostovoljci zasedli celotno Koroško, vendar brez celovca, ker se slovenska vlada s tem ni strinjala. Rudolf Maister je medtem zasedel slovensko-nemško narodno mejo na Štajerskem. Sedaj bomo predstavili, kdo so bili ti trije možje. Franjo Malgaj je bil rojen 20. novembra 1894 v Hruševcu. Obiskoval je ljudsko šolo v Šentjurju, šolanje je nadaljeval na nižji gimnaziji v Celju,
Kasneje pa se je prestavil v Kranj in potem še v Pazin. Univerzo je obiskoval v Gradcu. Bil je navdušen Jugoslovan, pisanju pa ga je spodbujal Rudolf Maister. Rezervni poročnik Franjo Malgaj je bil prvi slovenski časnik, ki je svojo enoto prišel na Koroško. Svojo enoto je želel, da bi se koroški Slovenci pridružili svoji matični domovini. Njemu pa se lahko zahvalimo tudi, da je Mežiška dolina pripada Sloveniji. 26. oktobra 1914 je bil poklican v vojsko kot črnovojnik, to je vojak, ki straži vojne ujetnike. V prvo četo rezervnega bataljona 87. pehotnega polka iz Celja. V vojsko je bil poklican pri 20 letih. Kljub temu, da je začel v vojski Habsburške monarhije, se je kasneje izkazal za močnega vojaškega nasprotnika avstrijskih sil. Umrl je 6. maja 1919 med avstrijsko protiofenzivo, nažalost pa podatki o njegovi smrti niso znani. Na njegov pogreb je prišel tudi general Rudolf Maister. Karadžordževo zvezdo z meči 4. stopnje dobil šele po svoji smrti. V njegov poklon in prav tako v poklon njegovim soborcem je išel tudi strip Franjo Malgaj. Alfred Lauric se je rodil 27. maja 1883 v Dalmatinskem Gružu. Izhajal je iz vojaške družine. Šolal se je na dunajskih vojaških šolah, končal pa je tudi vojaško akademijo. Kasneje je opravljal vojaško službo na Češkem. V prvi svetovni vojni je bil poveljnik bataljona v 17. pehotnem polku, ki je znan tudi kot Kranjski polk. Boril se je tudi za Maistra. Umrl je 21. junija 1935 v Mariboru. Po njem je poimenovana ulica ob severni ljubljanski obvoznici. Rudolf Maister je bil znan kot general in pa tudi pesnik. Rodil se je 29.3. leta 1874 v Kamniku. Osnovno šolo je obiskoval najprej v Mengšu, nato pa v Kranju. Leta 1885 je začel obiskovati Kranjsko nižjo gimnazijo in jo končal leta 1890. Po gimnaziji je začel obiskovati vojaške šole. Njegove intelektualne sposobnosti in pa tudi izjemne športne lastnosti so mu omogočale napredovanje na različnih vojaških in službenih mestih. Leta 1894 je na Dunaju končal domobransko kadetnico in bil imenovan za kadeta ter naslovnega vodja čete. Vključen je bil v domobranski bataljon v Ljubljani. Kmalu se je prestavil v pehotni polk v Celovcu. Leto kasneje je bil tudi imenovan za poročnika. S premestitvijo leta 1914 v Maribor je Maister postal referent pri okrožnem poveljstvu Črne vojske v Mariboru. Zaradi ovadbe nemških nacionalistov so ga leta 1917 premestili v Gradec. Tam je bil povišen v majorja. Ko se je vrnil v Maribor, je tam ostal do razpada dvojne monarhije. 1.11. leta 1918 je major Rudolf Maister v vojašnici 26. strelskega polka v Melju pred mestnim poveljnikom, podpolkovnikom Antonom Holikom in zbranimi častniki odločno izdavil, da Maribor pripada državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Po sestanku je zbranim slovenskim vojakom in častnikom razložil, da je prevzel vrhovno poveljstvo v mestu in jih prosil, naj ostanejo z njim za voljo nove države. Upravo na Slovenskem Štajerskem je prevzel Narodni svet, major Rudolf Maister pa je dobil naziv general. Presenečeni Nemci so si umislili zeleno gardo ali Schutzwehr, ki je nastala 3.11. leta 1918. Maister je kot odgovor 9.11. leta 1918 razglasil mobilizacijo. V le nekaj dneh se je Maistru pridružilo približno 4000 mož. 20.11. leta 1918 so ustanovili Mariborski pešpolk. Z njim je nastala prva redna slovenska vojska s slovenskimi častniki in slovenskim poveljevanjem. 23.11. leta 1918 je ob 4. uri zjutraj Maister prehitel Nemce in razorožil zeleno gardo. Malgajeva skupina iz Celja je zasedla Mežiško dolino, nato pa Pliber in Velikovec. Enota iz Ljubljane je zasedla Dravograd, Labod in Šentpavelj. Vojaška akcija je potekala skladno s pogodbo, ki sta jo 27.11. leta 1918 podpisala polkovnik Rudolf Pesik in general Rudolf Maister. Ta je določala, da lahko slovenske čete zasedajo kraje ob narodnostni meji od Radgone do Šmokorja v Zilski dolini na Koroškem.
Te pogodbe nista priznali deželni vladi Štajerske in Koroške, pa tudi narodna vlada v Ljubljani ne. 14.1.1919 je prišlo do boja Štajerskega obmejnega poveljstva pri Ločanah. 4.2.1919 pa v Radgoni. 3.2. je bilo podpisano premirje. 27.1.1919 je prišla v Maribor ameriška vojaška delegacija pod vodstvom podpolkovnika Shermana Milesa. Z generalom Majstrom so se pogovarjali o določitvi meja. O novih mejah je 1. februarja leta 1919 odločal Vrhovni svet, ki je vključeval ZDA, Združeno kraljestvo, Francijo, Italijo in pa Japonsko. Konec maja leta 1919 se je začela jugoslovanska ofenziva na Koroškem. 18.9. leta 1919 se je moral Majster skupaj s svojimi policijskimi silami umakniti iz cone A, ker bi lahko vplival na rezultat plebiscita, ki je potekal 10.10. leta 1920. Uspešni poveljnik in osvoboditelj severne meje in Maribora se je razočaran vrnil v Maribor in se vključil v delo oblastnega odbora narodne odbrane. Od leta 1921 do leta 1923 je bil predsednik komisije za razmejitev z Italijo. Bil je predsednik tudi Narodno-obrambnega društva narodne odbrane v Mariboru od njegove ustanovitve leta 1928 naprej. Zanj pa je bila usodna kap, ki ga je zadela 26.7. leta 1934. Pokopan pa je na Pobreškem pokopališču. Rudolf Meister, še zadnji zvon. In zdaj še ti, na stari zvon. Udarili so v tvoj sveti kot, da bodo vlekli te odtod brez trakov, brez razgeta konj, brez vriska, brez topličev. In ti, ki si nam boter bil, k oltarju peljal poslednji par, nebesa, dober bil vratar in z nami križe, smeh delil. Zdaj moraš med topove. Daj, udaril plas še zadnjikrat, čez našo pas tako močno, da pron ti poči in za slovo in pojdeš mrtev smrt sejat. Pariška mirovna konferenca se je po zapozneli jugoslovanski zasedbi Celovca odločila za izvedbo plebiscita. Obe strani ste imeli 1 leto časa, da prepričate prebivalstvo, da glasuje zanjo. Ob tem se je razvila tudi avstrijska in jugoslovanska propaganda. Rudolf Meister, Kazan. Tam gori za našo vasjo 3 lipe, košate cvetov. In zlato sonce se giblje, dišeči lipicah 3. Tam gori za našo vasjo 3 lipah 3 ptičke pojo. Kaj neki pojo 3 ptičke v zelenih lipicah 3. Tam gori za našo vasjo 3 ptičke pojo. Mi tako, da mene moje dekle ne mara in fanta že drugega ima. V sklopu predstavitve smo izvedli še anketo. Anketni vprašalnik smo poslali dijakom 2. in bivšim dijakom 4. letnika po elektronski pošti. Od 16 razredov, kar je približno 460 dijakov, je nanje odgovorilo 81, kar je skupaj približno 17%. Želeli smo potrditi hipotezo, da dijaki bivših 4. letnikov tej tematiki več vedo kot pa dijaki 2. letnika, saj so to temo že obravnavali pri pouku. Na anketni vprašalnik je odgovorilo več dijakov 2. letnikov kot pa bivših 4., največ iz programa gimnazije. Velika večina je o tem dogodku slišala v šoli, le majhen del doma, na predavanju v novicah, ali pa zato sploh še nič slišala. Le malo več kot polovica vseh anketirancev bi o dogodku znala povedati kaj več. Kar 3/4 anketirancev je izbralo pravilno letnico dogodka, torej 1920. Ker je manj dijakov 2. letnikov na to vprašanje odgovorilo pravilno, lahko iz tega že kar potrdimo našo hipotezo. Glede pomembnosti rezultatov so dijaki pokazali, da je to še danes pomembno za slovenski narod in pa svoje nestrinjanje z dejstvom, da je kar 10.000 koroških Slovencev glasovalo za Avstrijo. To se je pokazalo pri vprašanju, pri katerem je več kot polovica dijakov odgovorila, da bi morali namreč glasovati za kraljevino SHS. No, zadnje vprašanje pa je zahtevalo, da dijaki navedejo posledice plebiscita.
Danes to pa je pokazalo, da se večina dijakov pa le zaveda njegovega pomena za slovensko-nemško etnično mejo. Hvala za vašo pozornost.